Danes je pomemben dan. Lepo, da ste prišli, vi mladi, sodratni domovniki. Pomemben dan. Zakaj? To je točno mesec dni, odkar smo prejeli, dobili novega Petrovega naslednika, papeža Frančiška. Pozdravimo ga in molimo za njega in malo da ploskajmo. Če bi bil on med nami, bi nas tako domače prisrčno pozdravil, bi rekel, dober dan. Lepo, da ste prišli, pridni. Ja. Pohvalil bi tudi organizatorje, kjer so za gosta današnjega srečanja izbrali koga? Blaženega papeža Janeza Pavla II., ki ga bomo malo pobliže srečali in spoznali na kvizu, ki sledi temu evharističnemu slavju. In dajmo še organizatorjem zaploskati. Pa vsem, ki bodo sodelovali na kvizu in vsem navijačem, itak si, in tema dvema učenicama, kje to sta? Zdaj sta šla v Jeruzalem povedati, da Jezus živi, dobro, in sta se srečala z Jezusom. Pri lomljenju kruha, ko so sedli k mizi in Jezus pred njima ponovil to znamenje, ki ga je storil že pri zadnji večerji in ga vedno uresničuje po svojem oblaščenem služabniku duhovniku pri vsaki sveti maši. Tu sta se srečala, tu sta ga spoznala, prej sta hodila z njim, ki nista niti poznala. In sta mu pripovedovala, ki je izgledala, da nič ne ve, kaj se je zgodilo v Jeruzalemu. In potem pa, ja, saj to je vendar Jezus. Kako da nisma prej vedela. In to je za vse nas znamenje. Da bi tudi mi omogočili tiste pogoje, ki so potrebni, da bi se tudi mi lahko srečali z Gospodom, da bi doživeli njegovo bližino, da bi vstopili v njegovo luč, da bi dovolili, da nas objame njegova ljubezen. Kaj priznajte, da večkrat ne greste k maši, ali pa da vam je dolg čas, pa da vedno pravite, pa ni, pa ono, in to ne ve. Ja, to je res. Mora biti sveta maša tako oblikovana, da ne govori slekarnega navzočega pojava. Ampak to še ni bistveno. Bistveno je nekje drugje. Bistveno je tisto, kar se je zgodilo tamle, ko se je ta neznane zdelo, da gre dalje, sta pa rekla, ne, ostani z nama, Gospod, lepo je biti v tvoji bližini. In sta ga povabila, samo odprla svoje srce. To je ključ. Jezus na drugem mestu pravi, da stoji pri vratih trka na vrata mojega in tvojega srca. Ključ imaš ti. Se pravi, ti moraš odpreti vrata, sprejeti Jezusa. Ker on se ne vsiljuje, ampak zelo rad prihaja, ampak tudi ti moraš narediti svoje. Bog daj, da bi se znali mi vedno, kot se reče, odpirati temu Božjemu darovanju in ustvariti te pogoje. Kot sta ta dva učenca in doživela to srečanje in je to prevzelo, da sta šla nazaj, tam, kjer sta prej zbežala in svojim učenicem povedala, svojim prijateljem povedala, ja, res, on živi, srečala sva ga, nihče mi ne bo več govoril, da ga ni, če sem ga pa videl, če sem z njim sedel, sem z njim jedel. Tako so govorili učenici. Hvala vam, da ste tudi vi taki glasniki. Ste? Že s tem, ko ste učenci Jezusa Krista, ste kristjani.
še pa še zraven vidijo vaša dobra dela, pa še tu in tam kakšno dobro besedo, pa vašo pesem, pa ja, kratko vaše pričevanje, potem pa smo učenci Jezusa Kristusa. Danes nas, kot pravim, kot rečeno, spodbujata dva. Sedanji papež Frančišek, ki nas vse preseneča, tudi naš starejši, ki smo pač vajeni nekega stila, on pa utira neka nova pota. Recimo nezaslišano je bilo za visoke rimske gospode, ko je na velik četrtek namesto, da je našel v svoji stolnici svetega Janeza Lateranu, to je stolnica, sveti Peter je na Petrovim grobom, reprezentančne cerkve, ampak cerkveno pravno je pa stolnica seveda veliko več. On pa gre pa vzame navaden policijski avto sam in se pelje do šoferjem in še in smedovalcem v zapor za mladostne prestopnike in namesto bi tam kanonikom in kardinalom in visokim gospodom izkazal to usmiljenje, pa jim umil noge, znamenje ponižne službe, ker to je delal najstnikom, tistim prestopnikom. In s tem je on ukazal, da resno misli, kaj je to. Da dobre pastir pusti 100 pridnih ovčk, pa gre za tisto izgubljeno in jo išče in izkaže pozornost, usmiljenje, ljubezen, krasno. In podobno je delal tudi papež blaženi Janez Pavel II, ki ga vi, zlasti vi reprezentanti, ga dobro poznate, da bomo mi kar zadregi. Dobro, ampak vemo, da je bil rojen 18. maja leta 20 na Poljskem, Vladovice, in potem je leta 78 potem bil poklican na Petrov sedež. Ja. In je bil potem dvakrat v Sloveniji. Prvič 17, 18, 19. maj 96. In je Postojni obhajal svoj 76. rojstni dan, Postojni, z mladimi, z množico mladimi. Kdo je bil navzočen? Kdo je bil? Dobro, aha. Ja, dobro. Jaz nisem bil, ker smo takrat pripravili Maribor, še na vrat na nos zadnje stvari urejali, ker je potem prišel tudi Maribor. Ljubljana, Postojna, Maribor. Čudovito, sjajno. No, tam je izrekel Postojni seznanje besede, katere papež ima vas rad. Čisto ni bilo, čisto do kraja slovensko, zelo iz srca. Pa še marsikaj je bilo, pa pustimo to. Dobro? No in potem so minila 3 leta in smo ga potem pozdravili leta 19. septembra 99 v Mariboru. Ko je proglasil koga? Blaženega škofa Slomška, ki je tudi rekel tisto modrost in načelo. Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. Da se pravi, moraš biti ti najprej navdušen in predan Jezusu Kristusu. In potem boš to izžarelo, ne da bi kaj govoril. Ti na obrazu bere, da si nekoga srečal. A seveda. In to je delal tudi seveda Janez Pavel II, zlasti, ko se je imenitno posvečal mladih, kar 26 je bilo že svetovnih srečanj mladih, tudi letos bo v Rio de Janeiro, julija, vsaj kakšen predstavnik bo, jasno je pa to daleč in tudi je drago, tako da sem bil v Madridu, leta 11, odlično, milijon mladih, ne, 2 milijona, pardon, 2 milijona. In milijon je bilo zakoncev v Milanu, 2 milijona Madrid, celo gledališče, to je čudovito. Ameriki, oziroma Braziliji bo še kaj več. In to je tudi doživetje, ko imaš toliko, rekli, vrstnikov, ki so doživeli nekako podobno pot kot ti. In mu na obrazu vidiš in očeh, da je v njem neki ogenj, da je neki žar,
megla. Ampak ga nekaj nosi. In želimo, da bi tudi vas današnje srečanje malo obogatilo in da boste naši odprli vrata svojega srca. Itak to delate, jaz vam zahvalim za to pričevanje, da ste nosilci tudi mladinske pastorale v vaših župnijah, čudovito. Nekateri ste že v poklicih, drugi ste v srednjih šolah, v drugih šolah, čudovito. Nedeljo, jutri, se začne neka akcija. Katera? Gospodje očetne. Vidiš, jutri. Jutri začnejo s Cerkve Slovenijo posebno spodbudo ali molitveno akcijo teden molitve za duhovne poklice. Ja, zares. Kajti svet se ni ustavil. V Evropi se malo ustavlja. Ko smo bili na sinodiju, so nam škofi iz Afrike in Azije povedali, Južne Amerike, da tam pa ni tako, da nismo tako kraveni, ja, kot smo tu v Evropi, se malo po strani držimo. Ampak tudi tukaj Gospod kliče. In sem prepričan, da je tudi med nami marsikdo, ki ga Gospod kliče, pa bi za menoj. Krasno. Kot je že klical tele strice tukaj, vidite jih? Ja. Pa tam ne vidim dve sestri, čudovito. Kata in tako. Nekaj lepšega, kakor reči, Gospod, tukaj sem. Hvala ti, ker si me poklical. Da ne bo pomote. Vsak poklic je Božji dar. O ja, pa še kako. In potrebujemo dobrih materi, očetov, seveda, dobrih žena in mož, seveda, pa še kako. Ja. Hvala vam. Videli ste že v Svetem zakonu, vidiš to? To je tudi imenitno pričevanje. Seveda, je velik Božji dar. Ali, prav tako pa tudi potrebujemo dobrih duhovnikov, redovnikov in redovnic. In zato, če Gospod reče, ne reči, nimam časa, ne čujem, dobro. Ampak, Gospod, tukaj sem. Hvala ti, da si me poklical. Amen.